Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo vas pozdravljam pri mojem delu prezentacije. Na tej foliji vidite potek. Najprej vam bom na kratko predstavila teoretični del, nato sledi kratka predstava empiričnega dela. Žal pa iz časovnih razlogov ni možno predstavljati vseh rezultatov mojega masterskega dela. Prestiž in vrednost jezika nista odvisna le od osebne motivacije in lastnih izkušenj z jezikom. Pomembna vidika sta tudi gospodarska korist in kulturne vrednote povezane s tem jezikom. Poleg tega na podobo jezika vplivajo tudi politične odločitve v povezavi s geografsko lego. Angleščina je na primer svetovni jezik, zato ima velik jezikovni ugled. Nasprotno pa jeziki z nizkim ugledom niso obravnavani kot vir in so zato zavrnjeni. Tudi Vuti v svojem članku Travma, jezik in čustva navaja, da je jezik družbena razsežnost, izključevanja in vključevanja ali pripadnosti in nepripadnosti. Že majhna odstopanja v jeziku se zato lahko razlagajo kot pripadnost skupini ali izvor. Jezik, ki se ga kot otrok naučimo od najpomembnejših oseb navezanosti, običajno ostane pomembna sestavina in je čustveno vezan. Jezik je veliko več kot le sredstev medosebne komunikacije. Poleg tega je jezik povezan s čustvenimi in psihološkimi izkušnjami. Uspeh ali neuspeh teh učencev pri učenju jezika države priselitve je odvisen od njihovega odnosa do maternega jezika. Na Koroškem je učenje slovenskega jezika že več desetletij sporno, kar se kaže tudi v številu vpisov v dvojezično izobraževanje na področju manjšinskega šolskega sistema. Čeprav se je število vpisov v dvojezično izobraževanje v zadnjih letih povečalo, pa danes še vedno vsak drugi otrok ni vpisan v dvojezično izobraževanje, kar bi zahtevalo natančnejšo analizo. Osnova za pričujočo raziskavo sta bili dve študiji iz leta 2013 in 2015, ki sta jo izvedla Jürgen Pirker in Linda Hofmeister. Kjer sem želela ugotoviti, ali so se stališča o tej temi spremenila, sem nekaj let po Pirkerjevi prvi raziskavi vprašalnik ponovno predstavila koroški mladini. Vzela sem nekaj vprašanj iz svojega vprašalnika, dodala sem pa tudi nekaj lastnih vprašanj. Na tem mestu je treba omeniti, da je v impresivni raziskavi Mismo Koroška sodelovalo 1537 ljudi na vseh srednjih šolah na Koroškem. V študiji Koroška in Slovenija, različne poti, skupna prihodnost, je bilo skupno 5141 vprašalnikov izpolnjenih in ocenjenih 4943. Od tega jih je bilo 3668 iz Slovenije in 1275 z Koroške. Zbiranje podatkov je potekalo spletnim vprašalnikom, ki je bil aktiven od 27. maja do 4. julija 2021. Za odgovarjanje na vprašanja pa je bilo potrebno približno 20 minut. Skupaj je bilo izpolnjenih 210 vprašalnikov, od katerih je bilo 173 popolnih. Kvantitativni podatki pa so bili izvrednoteni oziroma analizirani s programom Lime Survey in Excel. Zaradi majhnega vzorca 210 vprašalnikov, ki so bili tudi ocenjeni, je ta študija omejena. Žal torej rezultatov ni mogoče primerjati z obsežnimi raziskavami Pirkerja 2013 ter Pirkerja in Hofmeister 2015. Oblikujejo se lahko le težnje. V teh opisanih okoliščinah se študija zdaj razlaga na naslednji način. Razporeditev udeležencev po spolu je bila naslednja: 60,48% žensk, 32,38% moških, preostali anketiranci pa niso navedli svojega spola. Povprečna starost udeležencev pa je bila 16 let.
Več kot tretjina učencev pravi, da živi na dvojezičnem območju Koroške, več kot polovica pa v drugih regijah. Tako 32,86% anketirancev izjavlja, da pripadajo slovenski etnični skupini, medtem ko 58,10% anketirancev izjavlja, da ne pripada slovenski etnični skupini. Od tega pa kljub temu 19,67% mladih uporablja slovenski jezik. Jasno je torej, da je v pričujoči raziskavi sodelovalo več pripadnikov te etnične skupine, kot jih je v segmentu prebivalstva Koroške. Kot je razvidno iz diagrama, več kot polovica anketirancev navaja, da ima v krogu prijateljev pripadnike slovenske etnične skupine. V krogu sorodnikov je ta delež 41,43%. Izstopa pa podatek, da 48,57% vprašanih v krogu svojih sorodnikov nima pripadnikov slovenske etnične skupine. Pirkarjeva raziskava iz leta 2013 kaže, da je več kot polovica učencev izjavila, da v krogu svojih sorodnikov nima pripadnikov slovenske etnične skupine. Med njihovimi prijatelji je bilo takih 36,23%. Le 17,07% učencev je navedlo, da ima med svojimi sorodniki pripadnike slovenske narodnosti. Med njihovimi prijatelji pa je bilo takih več kot tretjina. Katere jezike bi se rad naučil oziroma rada naučila? Po podatkih Pirkarja in Hofmeista le 11,2% anketirancev na Koroškem izraža željo po učenju slovenščine, želja po učenju italijanščine pa je 30,2%. V omejeni raziskavi Sprachprestige in Kärnten 2021 je 6,16% mladih izrazilo željo po učenju slovenščine, 24,76% mladih izraža željo, da bi se leta 2021 učili italijanščino. Moj materni jezik je na Koroškem cenjen. Več kot polovica mladih meni, da je njihov materni jezik nemščina na Koroškem cenjen. V primerjavi z osebami z nemškim maternim jezikom le majhen delež mladih meni, da je njihov slovenski materni jezik na Koroškem cenjen. Poleg tega 8,82% mladih s slovenskim maternim jezikom meni, da njihov materni jezik sploh ni cenjen. Prav tako se v to smer nagiba še 23,53% anketirancev. Vendar se malo več kot tretjina udeležencev s slovenskim maternim jezikom strinja s cennostjo njihovega jezika na Koroškem. Spodbujanje večjezičnosti oziroma večjezičnost v poklicnem življenju. Več kot tretjina anketirancev je več kot tretjina se popolnoma strinja s to. Več kot tretjina anketirancev je naklonjena vprašanju o spodbujanju večjezičnosti na Koroškem. Prav tako mladi menijo oziroma so odgovorili, da jim bo večjezičnost v bodočnosti oziroma v poklicnem življenju v korist. Kot je razvidno tudi iz tega diagrama, več kot polovica udeležencev vidi prednost v govorjenju slovenščine na Koroškem. V obsežnih študijah Pirka 2013 ter Pirka in Pirka Hofmeista 2015 anketiranci prav tako menijo, da je učenje ali govorjenje slovenskega jezika na Koroškem prednost. Več kot tretjina jih tega ne vidi kot prednost. Dve kulturi na Koroškem. Dobro ali ne? Namen tega splošnega in pretiranega vprašanja je bilo tudi ugotoviti težnje. Več kot polovica meni, da je sobivanje dveh kultur na Koroškem pozitivno. Skoraj desetina se s tem ne strinja, slaba tretjina jih ostaja ravnodušnih.
Rezultati kažejo, da se anketirancem zdi spodbujanje večjezičnosti pomembno. Izražena je tudi želja po govorjenju ali učenju drugih jezikov. Kljub temu pa danes niso vsi jeziki enako cenjeni, kar je na Koroškem še posebej opazno pri slovenščini. Jezik odloča o pripadnosti in nepripadnosti. Diskriminacija jezika ali maternega jezika ima zelo negativen vpliv na življenje posameznika, saj je jezik čustveno vezan in je pomemben del identitete. Na majhnem vzorcu rezultatov je opazno, da ima slovenščina med mladimi na Koroškem relativno pozitiven status. Jezikom z nizkim ugledom pa bi bilo pa treba ponuditi kljub temu več občutljivosti in spoštovanja, še posebej, če so manjšinski jeziki. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, Romina Urbančič, Studentka Pädagogisch-Visoke Schule na Koroschkem. Es gibt jetzt die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen, Diskussionsbeiträge zu diesem Thema hinzuzufügen. Imate možnost, da zdaj prispevate k diskusiji, da še malo podiskutiramo na to temo. Če želja. Prosim lepo. Gibt's Fragen? Ja, prosim. Gospod v rdeči majici. A naj predkrem ali tu od zadaj govorim? Okay. Jaz bi rad to omenil glede točke, kakšen jezik je važen in kako se osredotočimo, kakšne jezike naj se učimo, ker jaz sem že v mojem življenju večkrat z ljudmi govoril o jezikih in kakšne jezike se naj učimo. In vedno pride ta točka, da zakaj bi se v slovenščino učil, raje se učim en drugi jezik, kateri je ekonomsko bolj važen. Jaz sem se osebno v slovenskem gimnaziju tudi učil francoščino in italijanščino. 10 let pozneje po maturi pa sem bil v Španiji, v Barceloni na Erasmus in mislim ali upam, da boste vi vsi po maturi tudi enkrat, ko boste študirali, šli v eno drugo deželo na študij, pač, da bi naredili Erasmus in tam naredili tiste iste izkušnje. In moja izkušnja tam je bila ta, da jaz sem imel različne skupine prijateljev, pa sem videl, da ena skupina, to so bili Francozi, druga skupina pa so bili Italijani in pa tretja skupina, to so bili Nemci. Luštno je bilo, da so vsi Avstrijci, ki sem jih našel, oni niso se združili, ker vsi Avstrijci, ki sem jih našel, so raje bili z drugimi skupinami. Ampak takrat, ko sem bil v Španiji, nisem več bil tako dobro v francoščini ali v italijanščini. In jaz prej nisem na to mislil, v šoli sem se rad teh jezikov učil in potem sem to pač pozabil. In tu pa sem videl, da je to res, malo me motilo, ampak to jezik je ključ do ljudi. In ta ključ pa meni je manjkal, ker oni so med sabo potem francosko se govorili ali pogovarjali ali italijansko in jaz sem malo razumel, ampak ko sem jaz hotel nekaj reči, to je pač bilo v angliščini. In zdaj, če si vprašamo, kakšen jezik je ekonomsko važen, si lahko pri nas na Koroškem učimo arabski jezik ali španski jezik. Mislim pa, da za večino ljudi, in to je nekaj, kar je tudi važno, da argumentiramo tudi na Koroškem ali v vseh mejnih regijah v Evropi, da lahko na to naredimo politično in potem imamo po celi Koroški ali pa drugih mejnih regijah, da se na tisoče učimo arabski jezik ali kitajski jezik. Samo zdaj, po desetletjih razmišljanja o tem, vidim, da za večino ljudi, naprimer tu na Koroškem, kje pa bomo mi vsi, in večina ljudi v bistvu stane tam, kjer je njihova domovina. In zdaj pa, če mi na tisoče učimo arabski jezik, samo malo od nas bodo šli nekam drugod. Moja točka je zdaj, da tisti argument, ki se večkrat sliši o ekonomskim prednosti, v glavnem pa je naša realnost pa je ta, da ljudje živimo v teh mejnih regijah in zdaj pridem spet do tega, kar vedno na teh konferencih slišimo v zadnjih letih, skupnost in naše sosedje in realnost je ta, da so naše sosedi Italijani in Slovenci in da bo večina teh Koroščev, Italijanov in Slovencev tu živelo in Dancev na Danskem, ker zdaj jaz sem sam videl, da
mislim, zdaj sam špansko govorim, ker moja punca je iz Mehike, ampak to je, nimajo, to možnost nimajo vsi. Skratka, tista ekonomska prednost je argument, ampak mislim, bolj važen argument, to, kar je vedno razumeti, je, mogoče je ekonomski argument se učiti kitajski ali arabski jezik, ampak realnost je, da bomo mi vsi, also da vsi v njihovi domovini, also večina v domovini živi in to pa so potem, kje so potem tisti sosedje in to so Slovenci, Italijanci ali pa na Danskem Danci in Nemci in da se potem ozira, ok, mogoče je ekonomska naprednost, ampak moji sosedi bolj bližje so tisti ljudi in potem se to malce izenači z tisto vprašanje, kaj je ekonomsko bolj vredno ali kaj pa je bolj realno, da bom večkrat uporabil. Hvala lepa. Hvala.